Papež Frančišek se je v dvorani Pavla VI. 11. junija srečal z udeleženci simpozija za osebe s posebnimi potrebami, ki ga je pripravila italijanska škofovska konferenca o 25. obletnici delovanja sektorja za katehezo za osebe s posebnimi potrebami pri italijanskem katehetskem uradu. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju z mnogimi otroki in mladimi, ki so obkrožali svetega očeta. Papež vnaprej pripravljenega govora ni prebral, izročil ga je v branje, ter na zastavljena vprašanja raje odgovarjal na pamet. Nanašali so se na družbeno vključevanje in delovanje pastorale za osebe s posebnimi potrebami. Papež je spregovoril o različnosti med ljudmi. Vsi smo si različni, niti enega ni, ki bi bil isti kot drugi. Nekatere razlike so večje, druge manjše, a med seboj smo vsi različni. Te razlike, po papeževih besedah, pogosto povzročajo strah, kajti stopiti nasproti osebi, ki je drugačna, predstavlja izziv. Vsak izziv pa v nas povzroča strah. Veliko lažje je ne meniti se za različnosti. Frančišek je poudaril, da pa so ravno različnosti bogastvo. Jaz imam nekaj in ti imaš nekaj in iz tega skupaj narediva nekaj še lepšega in še večjega. Svet, kjer bi bili vsi isti, bi bil dolgočasen, je dodal sveti oče. Res je, da so mnoge različnosti tudi zelo boleče, kot so tiste, ki izvirajo iz bolezni, a tudi ta različnost nam pomaga, nas izziva in nas bogati, je poudaril sveti oče. Dotaknil se je še pastorale na tem področju. Duhovniki, laiki in katehisti morajo pomagati, da bi vsi ljudje razumeli, kaj pomenijo vera, ljubezen, prijateljstvo, razlike, dopolnjevanje stvari. Poudaril je pomen sprejemanja vseh in poslušanja. Še posebej duhovniki se morajo bolj posvečati apostolatu poslušanja, je poudaril zbranim sveti oče, ter v napisanem govoru še dodal, kako pomembno je osebo s posebnimi potrebami vključevati v bogoslužje, da so sredi občestva in prispevajo k bogoslužju s petjem in gestami, pomaga krepiti čut za pripadnost. Gre za rast miselnosti in sloga, ki ščitita pred predsodki in izključevanjem, obenem pa pospešujeta konkretno bratstvo v spoštovanju različnosti, ki je cenjena kot vrednota.